Okrog njega so se zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. In videli so, da nekaj njegovih učencev je z obredno nečistimi, to je neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila starešin in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar strga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu. Umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki vprašali: Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kar z nečistimi rokami? Odgovoril jim je: Prerok Izaija je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano. To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila. In govoril jim je: Lepo zametavate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila. Mojzes je namreč rekel: spoštuj očeta in mater. In kdor preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa pravite: če kdo reče očetu ali materi, s čimer bi ti lahko koristil, je korban, to se pravi dar. Mu ne dovolite več, da bi kaj storil za očeta ali mater. Svojim izročilom, ki ga izročate, razveljavljate Božjo besedo in še veliko podobnega delate. In spet je poklical k sebi množico in ji govoril: Poslušajte me vsi in doumite. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Ko je od množice šel v hišo, so ga njegovi učenci spraševali o tem izreku. Dejal jim je: Tako? Tudi vi nimate pameti. Mar ne razumete, da človeka ne more omadeževati nič, kar pride van od zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec in se nato izloči v greznico? S tem je razglasil vse jedi za čiste. In govoril je: Kar pride iz človeka, to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka. Vstal je in od tam šel v pokrajino Tira. Stopil je v neko hišo in je želel, da bi tega nihče ne izvedel, vendar ni mogel ostati skrit. Tako je slišala o njem žena, katere hčerka je imela nečistega duha in je prišla ter mu padla pred noge. Žena je bila Grkinja po rodu Sirofeničanka. Prosila ga je, naj žene demona iz njene hčere. Govoril ji je: Pusti, da se najprej nasitijo otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je odvrnila z besedami: Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobtinice, ki padajo od otrok. Rekel ji je: Zaradi te besede pojdi. Demon je šel iz tvoje hčere. Odšla je domov in našla deklico, ki je ležala v postelji. In demon je šel iz nje. Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu jezeru, posredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: Efata, To je: odpri se. In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo. Toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali in od vse osupli so govorili. Vse prav dela, gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.